kaj bi rekla, da je mogoče bil tisti glaven del, ki te je vodil skozi tvoje risarske inspiracije v tistih začetnih letih, veš, ko si mogoče bila bolj, zdaj si verjetno v drugem obdobju, druge OCA imaš, druge inspiracije za risanje. Kje so ti začetki? Kaj te je najbolj potegnilo v risanje na začetku? Mislim, jaz sem vedno odraščala z gledanjem RTL 2. O moj bog, ti si naša! Ja, res? Ja, seveda je naša. Štajerska gang! Let's go! Manj se tudi v srednjo Slovenijo smo gledali, pač RTL 2. Ja, Okay. Ti si v tistem Ja. krogu RTL smo si 2 Slovenije. gledali. Ja. Ne vem, meni so bile vedno te japonske serije že od malega tako všeč, mogoče zato, ker so tako imele malo bolj. Mislim, ne glede na to, koliko radi govorimo, koliko so pač western zgodbe, neke full deep, pa ne vem kaj se mi zdi, kar se child media tiče, so full sterilne stvari lahko. Oziroma, odvisno, no, sej imaš tudi te stare kartune, ko jih zdaj gledam, pa sem tako, I have questions. Sploh 500, 600. Ampak res ta Magical Girl boom, ko je bil v 2000, pa še prej Sailor Moon, pa Cardcaptor Sakura, Pretty Cure, Wedding Pitch. Wedding Pitch tudi, My Goddess. My Melody. My Goddess, ja. Junaki tvojih začetnih del so velikrat bile pač punce, oziroma nekako na tej osnovi Magical Girl, or Strong female character. Or Loli, or something like that. Ker je bilo zanimivo, ker imaš dva razkola si imel v communityju takrat, ne? Bila si ti, ki si delala te Magical Girl feminine stuff in si imel drug del, basically Fujoshi, ki so bili bolj yaoi, exactly, seme, uke, culture, right? I read my fair share of yaoi mangas, but It did not corrupt ja, you. Ni mi pa nikoli bilo tako veselje pač teh zgodb pisati. okay. Mislim, so se bolj identificirala pač z nekimi Magical Girli, čeprav potem pa po drugi strani sem bila pa tudi full veliki fan Beybladeov. Let's go! Ti si ti šoli, Hell yeah. Okay. Yu-Gi-Oh! Mislim, so tudi tako igrala. I had my collection of cards. Oh my god, a še imaš kje to, let's trade, jaz bi ful rad videl. Če bi to zdaj zbral, ampak po mojem sem jih dala nečako. Tvoj nečak bo nekoč to prodal za velike denarje. Takrat še nismo slivali, takrat še bilo vse tako. Takrat nismo ne slivali, pa če si dobil te stvari od staršev, so jih kupili tako na nekih marketih. Ja, pa še to vprašanje, če je bilo legit, ki so bilo puno po naredku onih. Hitro si dobil kakve kitajske, ja. Še pošta slovenska je to včasih imela, se spomnim, to je bilo like... Ali pa trafike, včasih si najdel prav neke mini šope, kjer so prodajali sladkarije in take stvari. Sam beste pa še vedno bilo, ko si lahko šel v eno večjo trgovino, prišel za uno kemijsko tehnico in potem stehtal vse tiste boosterje. To so ljudje delali. In tiste ene par unih 6, ki jih je bilo malo težjih, si pač kupil. Ko je bilo Secret Rare, ko je bilo tukaj bleščic skoraj. Ne, Secret Rare dejansko ni bila težja. Secret Rare dejansko ni bila težja, ampak Ultra Rare, Super Rare, to je bilo pa težje. Ker so imeli drugačne vtise. Ja, pač folija je bila, veš. Folija je bila čez celo, ne, in je bilo malo... Si gledal, kater ima 2 grama več. Ne, 0,002. Oh my god, to so kemijske tehnice. Ja, in ene trgovine so ti pustile, medtem ko Črna luknja je pa dobro vedela, zakaj to delaš, in ti ni pustila, ne. Lahko bi rekel, lahko samo probam igrati, veš, in se daš v nek public gaming space. Včasih imela Črna luknja na igralne mize, kjer si se lahko, veš, ne sem kupom, ampak še ti igral znotraj. Tako da mogoče bi lahko. Kaj pa Beyblade drugač, kateri si imela? Karkoli si dobil. Ja, kaj si starši kupili. Jaz se spomnim, jaz sem imel unga Dressila, sem imel ta prvega, potem sem imel, kaj je imel že Tyson? Kjer je Rich? Kaj je imel Tyson? Dragoon.
Draguna? Ja. Čeprav ne vem, če sem imel Draguna. Mislim, da sem imel še unga, ki je skakal. Ki je imel Federček, pa je skakal, no ne vem, kako se je imenoval. Vem, da sem imela tega rozga z tigrom. Sestra od Oniga! Roza! Tega se pa ne... Pa vem, da je tudi zelen je bil tiger. Ja, Trigger je bil dejansko. Mislim, da je ta roza bil dejansko od sestre. Ja, anime, prva sezona. A si tudi modela potem? Smo devali noter pač te kovinske. Ja. Ko si prav kupil si ponaredek in potem si dal njegov kovinski obroč, ki je bil malenkost tanjši in si potem lahko stavil še enega tistega običnega in si imel dvojno obteženega. Pri nas v šoli so še šraufe noter dali, pa še britvice v njo. Se ne, ampak imagine britvice. Tako kar v Lego Racerju, ko si se stavil svoj avto iz mečev in podobno. Ne, ampak najbolj me je razočaralo. Lego Racers, ampak najbolj me je razočaralo pri Beybladeu je, ko si kupil, veš, v animeju so se zdeli tako veliki, ker si imel velike arene, pa kupiš, pa je literally 5 cm širok. Tiste arene tako noč ni bilo. Ne, jaz sem mislil, da bojo to velike kot moja pest, pa ne. Pa ne veš, kaj je bilo tudi disappointment, nisi jih mogel kontrolirati. Ja, največje razočaranje je bilo to, da ni delal tukaj v animeju delal. Ja, in jaz sem potem tak gledal, tako zelo bilo enticing, ko sem gledal te reklame na RTL 2, ko si imel nekim si imel magnetno verzijo tudi enkrat vmes, ko si jih kao lahko potem vodil. Ja, verjetno. And that looked awesome, but I don't know if it actually worked or not. Oni so dali reklame od nemških trgovin, torej tega itek nisi mogel kupiti. Ja, sej to je bil problem To je glavni. največji problem. Če so ti starši, ne, potem. Če si imel očeta, ki je delal mogoče v Nemčiji, pa je... Ja, pa ti dejansko prenesem. Ok, vprašanje, kdaj je bil ta Beyblade pravzaprav... Relevanten? Jaz se spomnim... Osnovna šola. Mislim, za nas, spomnim se prvič, ko je bil relevanten zame, je, ko so dodali Beyblade v program Pop TV-ja, veš, ko si imel ponavadi risanke celo jutro in potem so dali na konc vedno animeje. In ti bil je sinhroniziran v slovenščino v bistvu. Jaz sem sam nemške gledal. Slovenske podnapise, ker je bil na slovenske televiziji. Ja. Ampak spomnim se, da sem bil, mislim, da v 7. 8. razredu osnovne šole. Se pravi, to je bilo 2000. Ja, nekaj tasga je bilo, ja. 2005 mogoče. Ja, se v bistvu, jaz sem takrat v bistvu bolj v Pokemone, Pokemone padel, ne toliko Beyblade. Pri meni je bilo vse nekako pomešan, tudi Pokemoni. Ja, sem jaz recimo Beyblade me sploh ni ga, jaz sem to v bistvu videl, mlajši brat je v bistvu bil bolj v tem. Why didn't you let it rip? On je older generation. Ne, ampak zelo je odvisno, kje si gledal animeje. Če si gledal na RTL 2 in podobnih kanalih, potem si konzumiral drugačne animeje, kot naprimer mi, ki smo bili v centralni ali pa jugovzhodni Sloveniji. Pa mi smo tudi gledali RTL 2, kaj govoriš? Ne, ampak jaz najspecifično nisem imel RTL 2, zato ker sem bil v območju, kjer RTL 2 preprosto pač nisi mogel dobiti preko satelite. Torej sem mogel konzumirati preko, ne vem, slovenskih televizij ali pa preko kabelske televizije. Torej je malo drugačen program animejev si dobil. Ja, nedvomno, tam nisi imel, na Sloveniji nimaš Wedding Peach, nisi imel Wedding Peach. Exactly, zato ko mi govorite o Wedding Peach, pa Cardcaptor, Sakura. Hamtaro, Doremi. Tudi, evo. No, vidiš. Mislim, to je bil tudi tako namen anime, da probamo univerzalno ponuditi celi Sloveniji dejansko en specifičen anime, zato ker potem, ko bi se dobil ta majhen community, bi potem lahko vsi razlagali o istih animejih. Ker ko si se dobil pred tem, pač, ok, jaz gledam RTL 2, ti pa gledaš nekaj drugega. Čeprav. V tistih časih je bilo tako mali community, da je bilo tako malo animejev tudi, da si bolj ali manj vse gledal. Bolj ali manj si se lahko menil z vsakim vse. Pa lahko si se menil z ljudmi zaradi tega, ker so oni aktivno iskali to. Danes je šavano vse v tebe, vse možne serije. Danes se spotakneš ob anime. Zdaj je tudi tako, se mi zdi, da se je vse kar tako malo pomešalo. Mislim, tudi na Japonskem se vidi zdaj ta shift, tudi te fashion subkulture so zdaj že tako, vse je tako malo mrdžano z vsem. Ni več toliko popredaljšano. Ni več tistega Harajuku specifično, ker ima svoje, pa Gyaru specifičen culture. Akihabara, Shibuya. Akihabara itak počasi umira opažen, ker veliko trgovin, ki so bili včasih v tem elektronskem mestu, je dejansko začelo se zapirati. To je res. So šle online.
eno je to, da imaš veliko več retailerjev online, Amazon, ne. Pa da Japonska ni več hub za tehnologijo, pa tako. Ne, ni več. Ja, pač vse pa so drugoci za njega. Šibuja pa tako največ obstaja, ker je suku naprišel, pa je vse uničeno. Ne, ampak sem videl, ja. Dostave so hitre pa poceni, da literally iti v fizično trgovino je mogoče bi šel samo zaradi kakšnih limited editionov, retro stvari, take stvari, ki ali pa da povohaš, preden kupaš, ne? Poližeš. Okusiš. Tako. Odvisno, za kakšen material gre.